The Red Light Podcast, kjer glasbeno industrijo razgalimo do golega. Lepo pozdravljeni, moje ime je Maj Strauss, danes pa je z nami v studiu Boštjan Košir, lastnik studia Blackbird Sound in mojster ene zelo specifične zvočne tehnike, ki ji rečemo mastering. Boštjan, dobrodošel. Hvala lepa, živijo Maj. Preden se dotakneva masteringa oziroma vse globine, ki se masteringa tiče, deva najprej za poslušalce sam za začetek povedati, kaj mastering sploh je in zakaj je zares pomemben v glasbi, tako da bojo vedeli potem. Ok, bom probal na kratko, da ne bomo predolgo okrog tega, ker res večinoma tisti, ki se ne ukvarjajo z glasbo, ne vejo ponavadi, kaj je mastering. Ne. Mastering je v bistvu finalna stopnja pri postprodukciji glasbe. Meni mastering pomeni v bistvu kreativni postopek poudarjanja čustvene vsebine nekega komada, ne, in skrbi za tehnično plat, da se to dobro translata, torej, da se dobro sliši na vseh možnih formatih, za katere se mastering dela. Ne. Torej, kreativen, praviš? Kreativen, ja. Ker marsikdo bi rekel, da je mastering zgolj neka tehnična zaključna rešitev, ki bo glasnost pripeljala do neke, kako temu rečejo, competitive loudnessa oziroma neke take zadeve. Ti pa govoriš o kreativnosti. Ja, jaz mislim, da je kreativnost tukaj zelo pomembna, ker seveda je lahko samo tehnična, če se lotiš tega čisto striktno tehnično, ampak moj postopek je tak, da jaz vedno najprej komade poslušam nekajkrat, preden se jih lotim, in jih poskušam začutiti. Torej, zaprem oči, poslušam komad, kaj mi sporoča, kaj čutim prek njega, katere čustva me prevzemajo pred tem in tisto, kar začutim, potem poskušam tudi poudariti. Včasih je treba kaj odvzeti, včasih je treba nekaj malega dodati na tistem posnetku. Torej, neke vrste miksa, oziroma... Recimo. Ja. Mogoče je bolj, mix inženir se ukvarja z finimi čopiči, jaz se pa bolj s takimi deblejšimi, pa linije. Mehkejšimi. Ja. Ok, senčenje. Recimo, evo. Ja. Okay. Kako si se pa ti srečal, oziroma kdaj si se srečal z masteringom in kako si začel svojo kariero, oziroma a si predtem počel kaj drugega? Mislim, mastering je prišel precej pozno v moji karieri noter, ne tako do mene, da sem se začel s tem ukvarjati, ker jaz sem v tem poslu 30 let plus. Začel sem v bistvu na Radio Študent. Še en? Ja, tam sem šel na... Še en v Ljubljano, jaz sem drugače iz Bele krajine, iz Črnomlja, ampak sem prišel v Ljubljano študirati, leta 92 je bilo to, in sem na radiju pred Cimro, ki je imel na Ereš Naštiman, pač slišal oglas za tonsko tehniko. In sem rekel, to pa jaz grem. Ne. Že prej sem tako delal tam v enem klubu v Črnomlju, sem kakšno muziko vrtel pa to, pa vedno me je privlačila ta čarovnija, kako zvok pride do tebe, pa kako ga dojemaš, pa kako je fajn. Ne. Doma smo imeli, oče je imel gramofon in veliko zbirko LP-jev, to smo skozi poslušali in to me je privlačilo in sem si rekel, to moram jaz poznati. No, in sem bil na RŠ tonski tehnik, nekaj časa seveda live, potem v produkcijskem studiu, potem sem zajadral še v mixing in tudi nekaj, recimo temu, da je bil to mastering tudi tam na radiju, ko smo kakšne plate izdajali v tistih časih. Ne. No, pol kasneje, vedno me je pa privlačila ta lepota zvoka in sem se spraševal, kaj je tisto, kar pri posnetkih res doda tisto piko na i, da pol dobiš kocine po koncu. In seveda, bil sem obseden z branjem tistih drobnih, kdo je kaj naredil na platah. In tam je vedno pisalo, že ko sem bil majhen, je pisalo mastered by. Ne? In kaj je to? Mastered by. Nisem razumel tega. Vedel sem približno, kaj je mixing, kaj je recording, ampak mastering pa seveda ne. No, pol kasneje sem zvedel, in potem ta velika zveneča imena
ne vem, Bob Ludwig, Bob Katz, ne vem, Bernie Grundman in podobni. Ne. Sem mislim, da bo še en Bob. Nekatere, ne, ja, Bob je kar dosti popularni. Kateri so ti bolj všeč posnetki, ne? In lahko bi si rekel, da sem audiofil, ne, zelo uživam v dobrem zvoku in od nekdaj sem bil obseden z nakupovanjem kvalitetnih plošč in zvočnikov in ostalega. No, in slišiš razliko pri enem masterju pa pri drugem masterju. Ne. To so majhne razlike, ne, da smo si na jasnem, ampak nekaj začutiš in si rečeš, wow, tle so pa nekaj drugače naredili. Ne. In jaz sem bil blazno razočaran, prav spomnim se 2 plošč, ki jih zdaj ne bom omenil, da ne bom koga prizadel. Ful dobre plošče, ampak zvok pa za nič. Tok za nič, da sem bil vedno tisti, ful bi rad to poslušal, ampak ne zveni dobro, nekaj manjka tukaj noter. Ne? No in pol kasneje, že ko sem imel to možnost, ko so že obstajala neka ta uredek, do katerih sem prišel, sem se lotil remasteringa, če temu rečemo, že masterja iz LP-ja. Okay. In sem pač naredil po svoje in potem sem še tisto poslušal. Ne. Torej, tako si se učil? Tako sem se učil. To so bili prvi koraki v mastering. Ne. Zanimivo. No, potem kasneje, ko sem pogruntal, da v bistvu dal sem to poslušati tudi kakšnim kolegom, so rekli, se to je pa fajn. Ne. Sem pa rekel, jaz bi pa to res lahko počel. Ne. No, seveda malo sem prakse pridobival v studiu pa tako naprej, no, ampak na koncu, da sem to tudi formaliziral, sem tudi eno šolo naredil. Katero pa? Ja, Mastering Academy. Okay. In sem pač pridobil certifikat. A je to bila v tujini šola? V tujini je šola, ja. Mislim, to je tako, to traja nekih 8 mesecev. Ne. Pridobiš certifikat, potem sem tudi za Apple naredil podobno. No in potem so se pač stvari počasi začele, pa sem pa rekel, zdaj pa res lahko štartam neko formalno reč in tako je potem nastal studio. Blackbird Sound. Blackbird Sound Mastering. Moram te vprašati, ko slišim besedo Blackbird, se spomnim na Beatle. Ja? Ja. Odličen komad, ne? A je to ime povezano s tem? Ali? To me velikokrat vprašajo. Okay. Ker je ta asociacija, majčkeno je tudi povezano s tem, ker Beatli, seveda, ne, moj oče je imel vse plošče Beatlov in vse komade smo znali na pamet praktično, ko smo bili majhni. Ja, Blackbird je krasen komad, ampak zares sem pa idejo dobil od tega, ker tam, kjer imam jaz studio, je velik kosov. Res? In ti kosi so ptiči v bistvu, ki imajo zame tako najlepši možen ptiče petje, kar ga je. Prvi pojejo zjutraj, pa zadnji pojejo zvečer. In imajo en tak random vzorček petja, nikoli ne zapojejo isto. Tako skoraj, mislim, se ponavljajo neke fraze, ampak zveni skoraj kot Bach. Ne vem, kako bi rekel. No, tako, zelo lepo. In sem rekel, ne, to je pa res tako fajn. Pa še Beatli, evo. Blackbird Sound. Blackbird Sound. Ja. Katerega leta si začel s tem studijem? Prav s tem imenom, pa z studijom sem začel, to je mora zdaj biti kakšnih 5 let nazaj. Ja. 5 let nazaj. Kaj si pa, ampak tvoja kariera kot mastering inženir je pa daljša, ne? V bistvu formalna ne, tako da bi jaz imel formalno kariero z papirjem pa z vsem, seveda pa sem se že prej ukvarjal z masteringom, ker smo v studiu tudi tako, mastering. Govorim bolj o tem. To pa ja. To je pa 20 plus let. Ker se veš, kako se mi zdi, da ne vem, če poznam eno osebo, ki je v glasbenem svetu, v glasbeni produkciji, kakorkoli, pa da ni na neki točki začela malo s kakšnim friendom, pa uno tretje. Pa ja, tako, seveda, vedno gre to tako. In jaz bi rekel, da prvič, ko imaš neko stranko, ki te plača za to, bi rekel, da takrat je to že vsaj delno tvoja karijera. Se strinjam, ja. To pogledno 20 let plus. 20 let. Ja. Mogoče na približen, veš, koliko pesmi ali pa albumov si že končal? Oziroma dokončal? Mislim, verjetno bi jih lahko preštel. Ni to spet to grozna velika številka, da bi bilo to v 1000 ali pa v 100, ne. Ampak ja, verjetno smo pa blizu temu.
No, midva tudi sodeluješ z našim tonskim tehnikom Aleksom, tako da tako je. Že midva veva, da si v zadnjem letu pač že delal stvari, ki sva jih tudi midva pač pomagala sproducirati in tako da priden si. Ne? Štejem, ne? Hvala. Štejem, ne? Mislim, da je pomembno to, da se začuti ta kvaliteta v zvoku, to je tisto, kar je najbolj pomembno. Zdaj, ali si jih naredil 10,000 ali 1000 ali pa milijon pesmi. Ja, ne gremo na kvantiteto, gremo na kvaliteto. Tako je. Okay. Mastering studio. Kako je tak studio drugačen od nekega studija, ki si ga nekdo predstavlja kot velika mešalna miza, tam bomo snemali kitare, bobne ali pa miksali neko zadevo. Kako je mastering studio drugačen od tazga studija? Kot prvo, si že sam malo povedal, ne? Te klasične predstave o snemalnih in mixing studijih, ne, in mastering studijih so običajno, gromozanska mešalna miza, neki gromozanski zvočniki, ena šipa vmes, pa potem med kontrolno sobo in studijem pač ta meja, ne, ki se zdaj v zadnjem času sicer podira, ne, in jaz mislim, da je to fajn. Okay. Tega ni v mastering studiju, ne potrebuješ tega. Ne. Kot prvo, mislim, lahko imaš mešalno mizo, ni nujna. Ne. Kar je najbolj pomembno pri mastering studiju je akustika sobe, to je prva stvar, mislim, to je v vseh studijih pomembno. Ne. Če imaš akustiko dobro poštimano, potem nimaš težav s tem, da bi zvok, mislim, da bi nekatere frekvence bolj zvenele kot druge. Ne. Da česa ne bi slišal slučajno. In zaradi tega nekaj ne bi slišal, oziroma bi slišal popačeno zvočno sliko. Ne. To je prva, to je temelj. Kot drugo pa, veliko je enih specialističnih, če si v analognem svetu bolj, tako kot sem jaz, ne, potem so ti procesori majčkeno drugačni. Ne. Delo namenjeno masteringu, procesori, ki so namenjeni masteringu, so kot prvo drugačni v tej smeri, da ne omogočajo toliko hitrega dela, ampak so bolj precizni, da ti lahko recimo za 0,25 decibela točno nastaviš. Namesto potenciometrov znotraj stikala ali pa pač tisti dented potenciometri, ne, in tako lahko v bistvu zelo hitro rekolaš nazaj, mislim, pokličeš nazaj, ne, danes delam na enem masterju, imam take nastavitve, vmes delam nekaj drugega, potem moram tistega malo popraviti, moram priti nazaj na isti točko. Ne. V računalniku je to seveda zelo enostavno. Seveda odpreš na vse. V analognih mašinah ni. Imeti moraš izjemno dobre zvočnike, ki so povezani z akustiko sobe, seveda. Moraš biti navajen na njihov zvok, kakršenkoli že je. Zelo neradi vedno rečemo, linearni so. Ne. Niso čisto nobeni zvočniki, niso popolnoma linearni, ker so v neki sobi in pač tudi soba ima neki zvok, tudi če je super dobro narejen. Idealno bi bilo, da sploh ne bi imel prostora, da bi bil v praznem prostoru nekje v gozdu, pa tam delal. To bi bilo krasno. Ne. Ampak te možnosti nima. Ker bi bila razpršitev v vse strani in ne pride nazaj do tebe. Ni odbojev, ni nič. Ne. To je prva stvar, se pravi odlični zvočniki in da jih dobro poznaš. Potem pa seveda danes računalnik, ne, iz katerega fajli grejo ven v tisti analogen chain in potem nazaj noter. Čim boljši DA in AD pretvornik, tukaj polagam na srce, kdorkoli se bo tega šel, tukaj res ne šparati. Torej, DA, digital to analog. Digital to analog in analog to digital, to mora biti vrhunsko, ker tukaj pa so res lahko velike razlike. Saj se da delati mastering tudi na nekih teh entry level, bom rekel, ampak dvignil se bo šum, popače ne bo več, če bojo slabi pretvorniki in to se vse sliši. Ok. Ampak vseeno, če se še malenkost bolj tehnično osredotočva na zadevo, vsi vemo, mislim, večino glasbenikov vejo, so slišali že za limiter, ne? Torej, ki se je začel uporabljati, verjetno ti boš to najbolj vedel na radijih, ne? Tako je. A bi lahko malo povedal o tem? V bistvu včasih ni obstajalo, niso bili kompresori in limiterji, tega ni bilo. To govorimo o tem 40. 50. leta. Ne? In inženirji in producenti na radijskih postajah, ne,
takrat je vse več ali manj še potekalo v živo, ne? Potem 40, pa 50 so s prihodom magnetofona in tako naprej so tudi posnetki bili, ne? So poskušali biti čim bolj glasni. Seveda so obstajale in še vedno obstajajo zakonodaje, ki omejujejo, kako glasno se sme oddajati nek signal. To pomeni, kakšen se sme biti nivo signala. In če hočeš ti nekaj narediti glasneje, ne da bi nivo dvignil, moraš uporabiti limiter ali kompresor. Po domače on stisne zvok, ne? Ampak na ta način, da ga spodaj naredi širšega, če malo poenostavim. Ja. In to se sliši glasneje. Ker tipičen kompresor bi vsem spregledal ta prvi transient, ki pride, ne? Ja. Limiter pa tega ne naredi, oziroma je to hiter, da... V teoriji ima neskončen, attack time, nima ga neskončnega, ampak recimo, da ga ima, recimo milisekundo ali pa kaj takega, in v bistvu poreže oziroma potegne dol vse tiste. In to je prišlo iz radijskega sveta, ne. Zanimiva je tudi ta situacija, da recimo v Jugoslaviji zelo dolgo časa v teh studijih, ki so snemali plošče, so se spraševali, kako to, da plošče posnete v ZDA pa v Angliji toliko bolje zvenijo, bolj glasne so. In? Ja, kompresor. Aha. Potem so enkrat pogruntali, da pač tam mastering inženirji uporabljajo kompresor, preden gre to gor na rezalno, ne, za gramofon. In ja, tako so bili potem glasnejši ti posnetki. A pa bi ti rekel, da je limiter najbolj pomembno orodje znotraj masteringa, ali je... To je eno od orodij. Okay. Jaz ne bi rekel, da je najbolj pomembno. Vsa orodje so, po mojem mnenju, enako pomembna. Ne? Kaj pa še imaš recimo v arsenalu? Equalizer, kompresor, limiter, tudi kakšna saturacija včasih pride, ne, v upoštev. Pa še eno heretično bom rekel, včasih tudi reverb. A res? Tudi pri masteringu. Tudi pri masteringu, zanimivo. Včasih pridejo kakšni miksi, ki so preveč suhi. In seveda včasih to lahko skomuniciraš z mixing inženirjem, včasih pa ne, ker pač artisti prinesejo posnetek in rečejo, ja, ne bomo več delali mixinga, ker nimamo denarja, nimamo tega, nimamo onega. Kakršenkoli razlog že. In če želiš dodati malo prostora, ne, dodaš čisto malo reverba, ampak ne te klasične reverbe, ki se jih uporablja za vokal. To so običajno reverbi, ki simulirajo določene prostore. Ne. Recimo Ocean Way Studios je en tak lep plugin, s katerim se da lepo delati. Ampak seveda, to mora biti minimalno. Tok, da zaznaš, potem pa malo dol potegneš. Ja. Ok, torej vse je v mikrodetajlih, a ne? Ja. Pa všeč mi je, da si omenil plugin, a ne? Ja, torej plugine so uporabljam. Softverski. Ja, nisem čist analogen človek. Ja. Ampak dajva se malo tega dotakniti, analogno proti softverskemu. Ti si verjetno pristaš analognega. Pa ja, zaradi navade in zaradi te taktilnosti analognih mašin. Jaz lahko zaprem oči, ker točno vem, kje je procesor, jaz imam mastering mizo takole narejeno pred sabo in jaz lahko oči zaprem, primem, točno vem, kje je ti zgumb, obračam, ok, zdaj je prav, drugega, tretjega, ne. Če pa ti to delaš s pluginom, ne, moraš pa gledati ekran in potem gledaš muziko, gledaš zvok, ne poslušaš ga. Gledaš ono krivuljo, ki se dviguje, ne? In iz tistega avtomatsko, psihoakustično tvoji možgani, ja, zdaj sem pa dodal nekaj, ne, zdaj sem dal pa preveč, zdaj sem dal 5 decibelov, to je ful preveč. Ja, ne, ni, če zveni dobro, potem je to dobro, potem 5 decibelov ni preveč, čeprav se res v masteringu običajno tok velikih EQ-ov ali pa česarkoli ne poslužujemo. Torej bi rekel, da je to v bistvu, da so oči so ta glavni faktor, zaradi katerih bi se lahko odločil za analogno zadevo. Tako je. Okay. Ker vseeno pa lahko naštejeva, mogoče še kakšne slabosti analogne. Ja, mislim, slabosti so pač tipično je višji šum lahko, ne, če nimaš dobro poštimanega napajanja, ne, tukaj je fajn imeti res čisto elektriko, ne, da ni nobenih popačen. Zelo dobri morajo biti napajalniki, jaz sem se marsikaterega napajalnika lotil in ga predelal, ker tovarniško nisem bil zadovoljen s tistim, kar je noter bilo in dobiš lahko tudi 15-20 decibelov nižji šum, zmerjeno. Dobri kabli,
ne, da med sabo ni crosstalka, pa ne mislim tukaj crosstalk med audio kablji, ampak recimo štrompa audio, ne, to je smrt, imaš takoj tistih 50 Hz noter. Ne. Ja, to so slabosti analognega, ja pa seveda pokvari se lahko. Ne. Pokvari se lahko? Pa tudi konec koncev več elektrike? Več elektrike, glej, sploh, če imaš lampaše, ne, jaz imam 2 lampaška kompresorja, Manly, in ja, to kar fino greje. Ja, tako, to sem hotel reči, ne, ker, ok, mogoče mastering, ti imaš vse, si predstavljam, da je neko manjšo mizico, ker imaš en ta chain, ne, zdaj pa, če bi imel pa ti studio, kjer bi ti snemal, ali pa miksal, pa vem, da se o tem ne pogovarjava zdaj, ampak tam se pa oprema lahko toliko se greje, da je pa to lahko že preveč. Sploh, če je mešalna miza analogna, ne. SSL, mešalne mize ali pa Nivi, mislim, to moraš imeti kar poseben budget za elektriko, ne. Ker to kuri, ne, kilovat. Ne. Torej, v tvojem primeru se vsem pred količini opreme, ki jo imaš, ne pozna toliko. Ne, se ne pozna toliko. Je pa fajn, ja, tista toplota od lamp, tudi fizična, ne sem zvočna. Ne. Te malo zazebe, se malo naslonaš. Je kar fino, moram reči. Doskrat, jaz sicer nimam mačka doma, ampak sem videl kakšne fotografije, ki se kakšen maček pol tam gor lepo vlada. Ja. Ok, torej, to je tehnično. Kaj pa kreativen del? Torej, prej si začela sva ta pogovor s tem, da si povedal, da v bistvu probaš čustva pesmi še dodatno nadgraditi. Ne? Kako recimo to z neko analogno opremo, ki temelji na vezju, kako to dosežeš? To so pa leta izkušenj. Veliko moraš poslušati. Se pravi, čim več prakse med s poslušanjem glasbe. Pa zdaj, ko sem rekel praksa, se to zveni, da je to neka obveznost. Ne? Pač glasbo je užitek poslušati. Ne? In več, ko glasbe poslušaš, različne glasbe, več slišiš teh nekih različnih načinov, kako je nekaj narejeno. Ne? Sam veš, ne? Kar zaslišiš, kaj so nekje uporabili. Ne? Ja. Včasih se slišiš kompresor, včasih se slišiš to, včasih tisto, ne? Včasih rečeš, tle so pa ful preveč DSR-ja uporabljali ali pa nečesa takega. Ne? In ušesa se strenirajo na to. Ne? In to znanje, ki ga dobiš tehničnega, ne? Potem tudi povežeš, avtomatsko tvoji možgani povežejo s čustvi. Se pravi, ne vem, če bi želel nekaj narediti ful zelo jezno, da bi bil nek komad, da bi res jezo izražal ven, ne vem, kaj bi ti poudaril v tem primeru? Torej, jezo in agresijo bi poudaril z verjetno več distorzije, več saturacije, mogoče tudi z močnejšimi tranzienti. Tako. Okay. Ne, pa mide malo ven prineseš, ker so taki kričeči. Recimo to je to. Če hočeš pa nekaj narediti, da bo pa nežno, pa šepetajoče, pa fajn, da te tako nagovarja. Bolj intimno, ne. Takrat pač tega ne smeš narediti. Mora biti clean. Mora biti clean, poudariš bolj tople tone, odzameš tiste ostrije ven, ostrino pobereš, ne. Recimo kakšne tranziente malo odvzameš stran. To se vse da tudi z analognimi mašinami, s plugini veliko boljše in lepše. Ampak v glavnem pa to pride na koncu, skupni imenovalec tega je, da je treba seveda tudi glasbo začutiti. Ne? In ko začutiš, avtomatsko veš, kaj moraš narediti. Težko opišem to. Ampak ker te dve stvari se kar malo izključujete, ta tehnična plat pa kreativna, ne? Hkrati se sta skupaj, ampak jih je težko ločiti. Na ta način, da bi rekel, zdaj pa moraš premakniti, ne vem, če hočeš pa narediti, da bo nek komad, ne vem, ful lep, pa topel, moraš pa kompresor nastaviti tako, pa equalizer tako. Ne, ni. Res je odvisno od tega, tudi od razmerja samih inštrumentov v miksu noter, vokalov, inštrumentov, vseh ostalih efektov in potem lahko včasih do tega pride, da začutiš, da pa mogoče, samo vokali treba mečkeno bolj potegniti ven iz tizga, ne. Tudi to se da v mastering stageu narediti do neke stopnje. Do neke mere. Ja. Najboljše pesmi za moje pojme so tiste, ki te popeljejo po zgodbi, ne. Torej, ki začnejo nekje, dosežejo nek vrh, na koncu končajo nekje druge, ne? Tako. Tudi čustveno. Res je. In tudi, da imajo veliko dinamike.
In zdaj, če ti delaš mastering in ti pelješ pesem oziroma signal čez en signal chain, a ga pustiš, ali dejansko tekom komada ti še obračaš, ker zdaj so v tvojem analognem svetu, a dejansko tekom komada še obračaš gumbe in prirejaš, koliko je tukaj saturacije, koliko je tam kompresije. To lahko narediš samo na eni stopni. Ne? Ti ne moreš istočasno 3 stvari premikati. Ne? Eno lahko, mogoče 2, ne? Če si res dober. Redko kdaj delam to. Če bi pa uporabljal plugine, bi? Pri pluginih se pa to uporablja. Ja, tam to uporabljam. Avtomatizacijo ni vedno nujna, včasih pa je potrebna. Odvisno od komada. Ne? Ker če je komad zelo dinamičen, potem je dostikrat treba uporabiti avtomatizacijo. Ker tudi tako pomislim, limiter se bo začel odzivati, recimo, ko ga bo nek signal dosegel, nek prak. Ja. Če začne komad, recimo, zdaj pred kratkim smo mi dali en komad ven, ki se začne z akustično kitaro in vokalom. Ne? V ta zadnjem refrenu je pa še bistveno več stvari, več vokalov, bas, še neki dodatni elementi, perkusije in take stvari. Če bi jaz nastavil limiter, da bo tam začel hitati, ne? Kako naj nastavim potem limiter na začetku, da pa vseeno, ko se bo komad začel, ne bo toliko tiši, kot je bil recimo zaključek prejšnjega komada. A tudi to delaš? Lahko bi tako delal. Zdaj si me napeljal na to, da bi svoje trade secrets izdal. Okay. Ne bom jih izdal. Ampak to bi bil en način. Ampak jaz se tega ne poslužujem na ta način. Ne. Limiter je pač, prej sva se dotaknila malo limiterja, ne, kot nekega orodja za povečevanje glasnosti. Ja, vsak komad ima nek svoj sweet spot, do katerega boš to glasnost povečal. Ne. Potem se pa poruši cela slika. Ne. In zdaj, če bi hotel tudi ta prvi del dvigniti gor, ga lahko na drugačen način dvigneš. Ne. Z avtomatizacijo konc koncev se lahko gain dvigneš. Recimo, ja. Ne, to bi bil koliko signala pošiljaš van? Tako je. Ne, to bi bil lahko en tak. Lahko pa samo v tistem prvem delu uporabiš nek kompresor, ki se vklopi takrat, potem ga pa ni. Ne. In tako dalje, in tako naprej. Zanimivo. Ne. No, pa si mi dal eno skrivnost. Ok. Pa, ko si še omenil limiter, tukaj bi te sam še eno zadevo o kreativnem vprašal, ali je lahko limiter muzikaličen? Mislim, limiterji imajo različne načine delovanja. Ne. Zvenijo drugače. Ne. Če je to bilo vprašanje, ja, potem ja, različni so. In imajo svoj zvok. Primerjaš en limiter, sploh če imaš analogne limiterje, ne, ki so zelo dragi, mastering grade limiterji, ne, to so nore cene, imajo svoj sound. Ne. In the box limiterji imajo tudi svoj sound. Ne. Ja. Jaz uporabljam 3 različne limiterje in se odločam glede na material, torej na sam tip glasbe, pa ne glih na tip, ampak na komad, kater mi najbolj paše noter. In tistega potem uporabim. Včasih uporabim 2. Ok. Mogoče enega, da ti poreže najprej špičke in potem ta drug. Recimo. Ker verjetno je barva limiterja tista rahla distorzija, ki nastane, ko začne limiter delati svoje. Limiter slišiš, kakor hitro limiter več kaj 2 decibela reže, ne, mislim pobera, to se sliši. Ne. Če poslušaš na slušalke, ali pa če imaš res dober monitornik, boš to slišal. Mislim, jaz slišim in to me moti. Ja. Zato poskušam na drugačne načine dvigovati glasnost, če je to želja artista. Ja, razumem. Meni se zdi, da sva zdaj prišla do točke, kjer se lahko dotakneva ene zelo take
za take, bom rekel, malo tabu teme, ki se pojavljajo že nekaj časa in to so loudness wars, oziroma kako bo to prevedlo po slovensko vojne glasnosti. Ja. Tako, kot vojna zvezd, varianta. Vojne glasnosti. Sej smo se že prej malo dotaknili. Ja. To se je začelo v radijskem svetu. Ne? Jaz se sprav spomnim tudi, ko smo na RS-u dobili procesor. Kako je to kar naenkrat ful bolj zvenelo, pa bolj glasno. Ne? Point je v tem, to je spet nekaj, kar je prišlo iz radijskega sveta. Radijski producenti so želeli imeti svoj radio čim glasnejši, zato da je več ljudi poslušalo njihov radio. Ja. Ker si ti v avtu, pa vrtiš tisti gumb, včasih se je gumbe vrtelo, si se vstavil na tistem, kjer si ga najbolje sprejemal, ali pa kjer bo najglasnejši. In si to poslušal. In isto se je tle začelo dogajati pri nas v začetku 90-ih v Sloveniji. Določene radijske postaje so imele ful bolj glasen zvok in tak bombastičen. In še danes to, če pozorno prisluhnete različnim radijskim postajam, isti komad različno zveni na drugi radijski postaji. Zato, ker imajo procesor drugače nastavljen. Ti procesori imajo tipično noter multiband kompresor, equalizer pa limiter. Torej, oni dejansko še sprocesirajo tvoj. Tako je. In doskrat se sliši, ne bom omenjal za nekih radio, ampak nekateri radiji v Sloveniji imajo te procesore preveč navite in ni fajn zvok. Ali pa je zvok fajn za določen tip glasbe, za drugo pa ne. Ja, to sem že tudi zaznal, tudi ko so se kakšne pesmi, ki sem jih sam mixil, ali pa konc konca tudi potem mastering naredil, sem slišal, da ni bil moj finalni izdelek predvajan, ampak da je bilo še nekaj čez. Tako je. In ja, lahko je malenkost pretirano, sploh če je to radio, ki tradicionalno več neke komercialne glasbe predvaja, nekega hard-hitting popa, pa jim ti pošljaš baladico, ne? Ja. In je kar naenkrat vse zelo glasno in tako. Ja. S tem, da Loudness Wars, čeprav vem, so nek tak vrh dosegle, kdaj je tako 2000, kaj 10, 8, nekaj tazga. Jaz se spomnim, možno, ja. Jaz se spomnim album od Metallica Death Magnetic. Ja, to je tipičen primer pretiravanja. Ja, pretiravanja. Ne. Sicer dobro zveni, ne. Ampak so ga popravljali, če se motim. Remaster je narejen. Ja. Kako smo potem prišli, a je v bistvu Spotify in Apple Music in vse te zadeve, a so te platforme upeljale normalizacijo za to, da se borijo proti Loudness Wars? Tako so to predstavili. Okay. Jaz imam drugo teorijo, in sicer, da so želeli doseči to, da bo lažje delati playliste, ki bojo zvenele približno enako vsi komadi. To je sicer moja teorija, tako malo na trhlih nogah. Ampak je bil lep poskus, da se bi to normaliziralo, pa se ni. Če greš na YouTube, pa klikneš z desno tipko in daš tam, kaj je že tisti ukaz, neki gig, bla, dobiš podatke o kompresiji, o tem, za koliko decibelov je znižal glasnost. Ok, tega pa nisem vedel. In vidiš tudi na metrih, če poslušaš prek metrih, da so pač nekateri sploh nule, mislim, niti -1 decibela ne doseže, ampak so tam na -6, -7, -8. To pomeni, da so ga za toliko decibelov dol potegnili. Še vedno se dela preglasne masterje. Tipično, recimo, filmski svet je tak. Napovedniki so izjemno glasno naviti. Pa tak globok zvok imajo vsi. Tako naprej, se sam veš. Takrat je bil višek. To se je začelo s CD-ji konc koncev. CD ima pač svoj dinamičen obseg in tistih 16 bitov, ki niso glih perfektni, ampak so čisto ok. Jaz CD še vedno kupujem in jih rad poslušam. Ampak že takrat je bila ta Loudness Wars, da se je pač stremelo k temu, mi bomo dali pa še glasnejši CD ven, kot ga je dal pač sosed. In tukaj se je začelo in takle primer je bil Death Magnetic.
Ja, do neke mere mislim, da je prišlo do te ozaveščenosti malo pri ljudeh, ampak meni se še vedno dogaja, ko dobim mix v mastering in jaz naredim za svoje ušesa perfektno glasnost tistega miksa, mislim tistega masterja, da mi rečejo, bi lahko še ene 2-3 decibele glasneje tole bilo. 2-3. Ja. In pol jih vprašam, zakaj? Ja, zato, ker imajo vsi tako glasno. Ja, ok. In ko boste šli na Spotify, na YouTube, na Apple Music, kamorkoli, vas bo itak dol potegnilo za tiste 3-4 decibele. Deva malo razložiti, ne? Torej, v bistvu z limitingom se zgublja dinamičnost v glasbi. Tako je. In če imaš ti pesem, ki jo oni izmerijo na -10 decibelov LUFS integrated in je to neka baladica, lahko pomeni, da je ta, ali pa nek komad, ki se recimo, tako kot sem prej povedal, začne z akustičnim uvodom, na koncu je pa huge refren, ne? Je lahko un refren v bistvu zelo glasen, ne? Medtem, ko nek komad, ki je pa slamming house, in izmerjen na 6 decibelov, bo ta komad znižan na -6 decibelov, pardon, je ta komad znižan za toliko in toliko decibelov in bo potem zvenel majhen. Tako je. Lahko zveni v bistvu percepcija, da je tišji, manjši, kot si rekel. Ne? Primeraš balado, pa primeraš, kot si rekel, eno tako zadevo in bo tist lahko zvenel slabše. Zgubiš dinamiko, zgubiš glasnost koncu. A ti kot audiofil poslušaš Spotify ali pa Apple Music? Poslušam ga zato, ker ga moram imeti. Mislim, imam Spotify, ker ga moram imeti. Ni mi pa všeč zvok na Spotify, ker je podatkovno skompresiran in se sliši, da pač ni čisto isto, kot pa pač, ne. Zdaj, če pride do tega, da mi artisti naročijo ločene masterje, ne, to seveda za sabo prinese finančne, ne, tudi obveznosti, potem se lahko naredi seveda ločeno za Spotify, ločeno za radio, ločeno za LP, ločeno za CD. To so različni načini masteriziranja. Lahko se pa s tem ne ukvarjaš, pa pač narediš enega, ki bo povprečno enako dobro zvenel povsod. In to je čisto okej. To je okej, ja. Jaz še vedno najraje poslušam iz LP-ja ali pa iz CD-ja, ker je to obred. Vzameš LP, ga odpreš, daš gor, ali pa CD, se vsedeš in poslušaš celo plato. Ne. Tam si pa tako lepa. Ker vidim tudi pri svojih otrocih, ta attention span pri muski, ne, zdaj se sam veš, kako je pri produkciji zdaj postalo. Ne. Ni več dolgih uvodov, hitro se more fraze menjati, da je skozi te drži. In včasih pa, ne, tisti dobri stari komadi, če sem malo nostalgičen, ne, so imeli pa uvode, kakšni tudi po 1 minuto. So si jih dovolili, ja. Ali pa več, če tudi poslušamo več. Recimo Pink Floyd. Ne? No, evo, super primer. Ja. No, ampak vprašal sem, če poslušaš Spotify, zato ker imam pod vprašanje, ali imaš v Spotifyju potem ugasnjen normalization? Doskrat ga prižgem, zato da slišim, kaj se dogaja, in ga potem ugasnem, da slišim pač, kakšna je razlika. Ne? Kaj je pravzaprav šlo noter? Kaj je noter, ja. Kako sem prej rekel, vidiš po metrih to. Ok, v redu. Zdaj malo bi pivotiral na eno drugo zadevo in sicer obstaja ena zadeva, ki se reče Dolby Atmos. Ja, to je krasna reč. Ja, koliko časa to je zdaj že pa kar enih 10 let, po mojem, da že... Verjetno, mogoče še kaj. Kako bi to opisal? Jaz ne vem veliko o Dolby Atmos, priznam, in me fascinira, kaj se da z tega narediti. Prvič sem to slišal, zato sem slišal prvič, ko je Harry Styles dal svoj album ven, ki je imel gol tale kaj že, Watermelon Sugar, ali kako se že reče. Kaj je Dolby Atmos? Dolby Atmos je v bistvu tehnični standard, ne, ki definira, kako se naredi prostorski zvok, no, po domač povedano. Surround? Surround je bil recimo predhodnik Dolby Atmosa. Ne? Če rečemo tako,
Dolby Atmos pa še njegovi konkurenčni standardi ali pa izdelki imajo za razliko od navadnega surrounda, kjer si imel, ne vem, 5, 6, 7 zvočnikov, in so bili tako, si lahko predstavljamo, kot da bi bilo 5 ali pa 6 ali pa 7 ali pa kakorkoli že diskretnih kanalov. Ta kanal gre na levi, ta gre na desni, ta gre na center, ta gre zadaj levo, zadaj desno in tako naprej. No, to se je obdržalo še vedno pri Dolby Atmosu. S tem, da je nadgrajen še s tem, da imaš tako imenovane elemente, ki jih opišeš s funkcijo. Torej, v metadati se zakodira noter, da gre ta zvok od tukaj zadaj sem čez. Ne glede na to, koliko zvočnikov imaš v svojem Dolby Atmos setupu. Ti imaš lahko 5.1.4, lahko imaš 7.1.4, 9.1, ne vem, 11, 22, kakorkoli. To pomeni to, da imaš, če rečemo, da je 7.1.4, to pomeni, da imaš 7 zvočnikov v tem, v višini ušes, okrog sebe, pika 1 je sub, pika 4 so 4 nad tabo. Spredaj levi desni, zadaj levi desni. Potem imaš lahko še spodaj zvočnike pod sabo. In zdaj, seveda nekateri imajo več teh zvočnikov, drugih imajo manj, in da dobiš translacijo, da se bo na vseh sistemih slišalo približno enako dobro, moraš na nek način opisati, kako bo ta element, ta zvok, neko cinglanje ali karkoli že ptiči let, potekal od tukaj zadaj, čez tebe, tja dol. In to je to. To je Dolby Atmos. Dolby Atmos. Torej ni zares nek format miksanja ali poslušanja, ampak je v bistvu nek kodek. Ja, je tudi format, seveda. Ti v bistvu moraš potem, ko izvoziš te posnetke, moraš v pravem obliki fajla izvoziti. V bistvu prednost je tega, prednost. Ko enkrat slišiš res dober komad, ki je bil sproduciran že od začetka za Dolby Atmos, to ne pomeni, da so pol neki dodali pa neke stare posnetke, ampak je bil sproduciran za Dolby Atmos, je to res čudovito slišati. Dolby Atmos ima v svoji definiciji noter tudi binauralni sistem, se pravi, to pomeni, to je za slušalke, vedno več se posluša na slušalkah. Tudi Dolby Atmos. In je Dolby Atmos in to se zelo dobro sliši. Zelo dobro. Dejansko slišiš to prostorsko okrog sebe. Zanimivo. V bistvu tukaj prihaja, kaj je binauralno, to je že star sistem, to je že obstalo v 70-ih letih, so pogruntali v bistvu, da se da z nekimi faznimi zamiki doseči to, da nimaš občutek, da je tukaj ali pa nekje vmes, ampak imaš občutek, da je tam, ali pa tle zadaj, ali pa tukaj spodaj. Z matematičnimi funkcijami, seveda to. A moraš te matematične funkcije ti razumeti, da lahko to miksaš? Ne rabiš razumeti. Ti samo rečeš, kam bi nekam postavil. Tako, ti imaš procesor za Dolby Atmos znotraj svoje delovne postaje in pač tam postaviš to zadevo in on ti to vse sprocesira. Ti verjetno delaš mastering za Dolby Atmos? Imam Dolby Atmos možnost. A to dejansko ljudje delajo? Mogoče deva tako, vem, da to delajo worldwide. Worldwide se dela. A to delajo ljudje v Sloveniji? Kolikor vem, lahko da se motim. Bom vesel, če bo kdo v komentarje napisal spodaj, da obstaja tega več. Kolikor vem, obstaja samo ena plata. Slovenske. Mogoče veš, katera? Mislim, bi... Zdaj se ne morem spomniti imena. Boš tudi ti v komentar napisal. Je naredila in tudi koncert je bil v Kino Šiška, v prostorskem zvoku takrat in to je bilo baje zelo fajn slišati, meni žal, da nisem bil. No, to je verjetno tudi v Dolby Atmosu, drugače pa tega pri nas ni. Tujini, ja. Pa misliš, da bo to prihodnost glasbe? Ja, jaz verjamem to, da bo. Seveda bo še vedno obstajal stereo, ker smo se ga navadili in se da z stereom zelo lepo narediti vse praktično. Dolby Atmos pa prinese tisto neko dodatno. Dolby Atmos ni primeren po mojem mnenju za vse tipe glasbe. Super je za kakšen eksperimentalni jazz, s kakšno elektroniko,
za klasiko konc koncev, ne, da tisti prostor dvorane dobiš. Ne. Za hard rock, metal, ne vem, če. Ne vem, se mi zdi, če da je ga ne nekaj, predstavljam. ja, se mi zdi, da je nekaj specifičnega v tem, kad ti žagajo kitare v obe ušesi, pa imaš v sredini Ja, snare pa pevca, ne. to je klasika. Ja. Ne. Ena jezna kitara tle, druga tam. In, ja, Nekaj je čarobnega tudi glede tega. Ne. Drži. Ne predstavljam si, da bi ona kitara se sprehajala okrog naju dveh, to bi bilo čudno. Da, mogoče se pa kdo lot, da bomo poslušali. Jaz bi si predstavljal, da je mogoče ta prvi tak prostor, kjer bi se to masovno lahko začelo pojavljati, bi bil avto, ne? Zaradi tega, ker ima toliko zvočnikov in veliko avto ima že to. Tako je. Že v bistvu lahko premikaš ti zvok, da otroci zadnji poslušajo, ti imaš pa spet mirne ali pa ne, kakorkoli. Ja. Če bi se to, mogoče veš, se je kaj tazga že začelo pojavljati? V avtih? Ja, že to je že kar nekaj let nazaj. Bentley je bil prvi, ki je dal to ven. Aha, okay. Logično, nekak ne. Zdaj delam reklamo, ampak nisem hotel. Da si imel noter prostorski zvok v avtu in si lahko poslušal prostorske vsebine, kolikor jih je takrat bilo. Ne. Jaz se spomnim, ko je prišel Super Audio CD ven, to je bilo 2000 ali pa tam nekje, ali ne, kasneje je bilo 2004-2005 je moglo biti. Super Audio CD je imel tudi v svoji osnovi noter možnost surrounda, ne Dolby Atmos, ampak surrounda, in to je razvenelo precej zanimivo. Slišal sem remix The Police, zdaj več ne spomnim točno, kjer je komada, ampak to je bilo na Hi-Fi sejmu mislim, da v Münchnu. Super Audio CD, fenomenalni zvočniki, Bowers & Wilkins, tisti 802D v surroundu postavljeni, monobloki za vsakega posebej, to je res dobro zvenelo. Ampak sem se takrat že sprašal, sem rekel, pa dobro, fajn, ampak toliko smo navajeni na to, da je pred nami ta zvočna slika, da gledamo na odru gor, zakaj mora zdaj tam neki zadnji igrati, pa tako bi se bilo fino, ne, ampak ne, če bi to vsak dan poslušal. Ne. Tako da mora biti sproducirana glasba za Dolby Atmos, potem pa zveni res dobro. Obstajajo, vas spodbujam, pejte pogledati, obstajajo demo posnetki na internetu, gor malo posrčajte, to je res fajn zveni. Ja, zdaj prej, ko si rekel attention span, ne, in kakšen je to obred, da greš ti poslušati vinilko ali pa CD, ne, bi si mislil, da tudi Dolby Atmos je potem format, ki pravzaprav zahteva tak način poslušanja. Ja, seveda. Tako da dokler ne bomo ljudje začeli shiftati nazaj proti takemu načinu poslušanja, bo, jaz mislim, da ta zadeva še nekako on the sidelines. Ne? Tako je. Tehnično je pa zelo zanimiv in je fajn, in če imaš studio pripravljen za to, pač enkrat Go se bo. It. Točno tako. Ja. Rad bi te še eno zadevo vprašal, ki je stvar modernega sveta, in to je seveda umetna inteligenca, ne? Na katerem podcastu... Sem se sprašal, če bo prišla. Na katerem podcastu se ne pogovarjajo o umetni inteligenci. Povsod se pogovarjajo, ne samo podcasti. To bi te rad vprašal zaradi enega specifičnega razloga, in sicer jaz recimo uporabljam pa tudi, kot si prej rekel, ne da bi delal reklamo njim, ampak DistroKid za distribucijo glasbe na streaming platforme. In ko ti objaviš neko pesem na DistroKid, oziroma jo daš tja, da jo bojo oni distribuirali na vse konce, ti oni ponudijo za 10 € mastering. 10 €? Ja. Super. Lahko plačam teb 100, 200, 300, Jurija, kakorkoli, lahko pa dam 10 € za UI mastering. Kakšno je tvoje mnenje glede UI masteringa? Mislim, preden povem svoje mnenje, bi povedal eno zgodbo. Ko se je ta umetno-inteligenčni mastering pojavil nekaj let nazaj, smo se s kolegi mastering inženirji odločili, da bomo naredili en eksperiment. V bistvu smo en komad
jaz pa še 4, naredili vsak svoj master, potem smo pa plačali takrat enemu precej dobremu, to ni bil DistroKit, UI masteringu in smo rekli, naredi tole po svoje. Mislim, pač tam nastaviš kakšno. Naredi mastering. Naredi mastering. No, potem smo te posnetke med sabo pomešali, jih zvočno normalizirali, seveda, ker so bili tudi zvočno malo različne glasnosti. Govorimo o decibelu 2. In potem smo naredili blind test. No, lahko povem, da nas je vseh 5 ugotovilo, kateri je UI master, ker je bil pač dost učiten. Ni bilo duše noter. Naredil je generičen master hiperpopa, po domač povedan. In jaz takrat sem si rekel, to še ni doseglo te prave stopnje razvoja. Ne. Generično se sliši. UI se uči, tako kot se mi učimo, seveda. Ne. Ja. In to je tisto, kar sem prej na začetku povedal. Veliko je treba poslušati glasbe, veliko, če se z glasbo ukvarjaš, na kakršenkoli način. Če jo igraš, če jo poješ, če si mixing, recording ali pa mastering inženir, več, ko si glasbe poslušal, več s tem pridobiš nekih izkušenj, poslušalskih, tvoje ušesa se naučijo poslušati. Ne. Isto počne umetna inteligenca, seveda. Ne. Ja. Ampak počne na podlagi trenutnega okusa. Ne. In jaz imam tak občutek, da ta UI zdaj dela res vse stvari tako zelo generično, da ima par tipov algoritmov, po katerih naredi mastering. Predvsem pa ni človeškega stika z njim. Ker kaj je najlepše, ne? Tako, ko mi dva zdaj tle sediva, sej pač jaz bi lahko bil tle en UI, s katerim bi se ti pogovarjal. Ne? Lahko bi bil. Za tiste, ki samo poslušajo, mogoče si. Se heca. Človeški stik je nekaj, kar ti začutiš. Ko človeku pogledaš v oči, vidiš, da mu je res všeč to, kar je naredil. Ja. Se pogovarjaš z njim, mu poveš, kaj ti čutiš pri tem, dobiš feedback od njega nazaj. Ne? Mogoče bo to enkrat UI tudi znal. Verjetno bomo to dosegli. Ne? Ampak še vedno se mi zdi ta človeški stik, ta toplina, ki jo imamo, ko se pogovarjamo, ko se hecamo, ko nekaj tako kar navržemo in tiste en joke včasih, nekomu da totalno idejo pa reči, zakaj pa res ne bi tako naredil, ko se ti zdaj hecal, se to mogoče pa lahko, ne? In tle se mi zdi, da UI še ni dosegel tega. Jaz mislim, da še dolg ne bo. No. Jaz mislim, da se bomo ljudje pri nekaterih, predvsem pri teh kreativnih vidikih življenja vedno bolj vračali k sebi. Nazaj. Ja, torej, vsa možna umetnost. Vse vemo, kakšne so umetno generirane umetniške slike in tako naprej. Tukaj na podcastu sem imel Dejana Radičeviča, ki je povedal, da je glasba v imperfekciji, ne v perfekciji. Ne? Super je to povedal. In se mi zdi, da na tej točki še zmeraj umetna inteligenca poskuša ustvarjati perfekcijo. Ne? Tako je. Zdaj pa jaz pomislim še na en aspekt in to je, če imaš ti nek AI in mu rečeš naredi mi mastering, potem imaš ti občutek kontrole nad njim. Potem si ti tisti, ki ga voziš. Ne? Meni se pa zdi lih lepota masteringa, če si seveda to lahko privoščiš, da daš mastering delati nekomu drugemu. Ne? In da prepustiš njemu to zadnjo odločitev. Ja, da svoj vidik tega. Neko vero si dal v njega, neko zaupanje, neko energijo in on ti je dal nek svoj podpis, če je ustvaril umetnijo znotraj umetnije. Ne? Tako je. In se mi zdi, da to je pa una zadeva, ki ne toliko, da je mogoče umetna inteligenca ne bo znala narediti. Jaz mislim, da bo človek z uporabljanjem umetne inteligence preveč hotel kontrolirati outcome. Ja, se strinjam s tem, kar si zdaj povedal. To si lepo oblikoval. Ta prevelika kontrola nas vse žene v hipersproducirane zadeve. Včasih imaš 35 različnih verzij na koncu nekih miksov. Pri masterih
mogoče malo manj, ne. Ja. Ampak ni nujno vse, všeč mi je to, kar je Daisy povedal in se ful strinjam s tem. Ja. Te male imperfekcije nas delajo človeške in tudi delajo glasbo človeško. In to je tisto, kar nam je všeč, kar nam je zanimivo. Sej ta efekt je bil že 40-50 let nazaj, ko so se te prvi res dobri drum mašine pojavljene. Takrat se je točno slišalo, takrat so bile precizne, točno se je na vsak. Ni bilo, ne, tako kot je zdaj, pač narediš ti vse na grid premakne. No in potem so začeli dodajati random noter. Random swing. Tako je. Ne? In potem je pa to zvenelo malo bolj človeško, kot naenkrat. Ja. Ok, dobro. Mislim, da bi še kaj dodal glede umetne inteligence, a greva naprej? Ne, pojeva naprej, to je to. Želel sem te vprašati še eno tako zadevo, ki se pogosto, mislim, da je marsikdo sliši, vidi, in to je beseda remastering. Ne? Torej, ne vem, moj skoraj najljubši album, ki ga zelo redno poslušam, je Black Album od Metallice, ki je bil po mojem, da ob kakšni obletnici, nisem čisto prepričan, ampak verjetno ob obletnici je bil remasteren. Zakaj bi se nekdo sploh odločil za remastering? Pa tako dobro, zdaj lahko pustimo Metallico, ne? Ampak... Mislim, kogarkoli. Ne? Razlogi so različni. Včasih se odločajo umetniki, včasih se odločajo pač njihovi založniki, ne? Ker hočejo pač nekaj še prodati še enkrat. Ne? Zdaj, v nekem trenutku mogoče niti ni obstajalo nekih ta pravih orodij v masteringu, da bi res lahko potegnili čisto vse ven iz tistega miksa, kar se da, mogoče kasneje, čez 10, 15, 20 let vam potegniti. Največkrat se pa remaster naredi, po mojih izkušnjah, tisto, kar sem jaz delal remasterjev, ker se artisti niso bili čisto zadovoljni z tistim masterjem, ki je bil narejen prvotno. Takrat so bili, potem pa, ko so to večkrat poslušali, so pa rekli, lahko bi bilo pa še malo drugače. Zdaj, zakaj so bili takrat zadovoljni, je vprašanje. Ne? Ali so bili časovni stiski, da so mogli tako izdati, ali pač nekaj je moglo biti. Ne? Večkrat so remasteri tudi v kakšnih audiofilskih izdajah, ne, se sam veš. Ne? To se zelo prodaja, ne? Pač, da je to remaster in potem je neko zveneče ime spodaj, ne? Ali pa da je bil remaster direktno iz analognega tejpa narejen, brez digitalnega vmesnega. To so tudi neke založbe zelo znane, potem pa celo bile so neke afere okrog tega, ker je nekaj priletel ven, da baje je bilo nekaj digitalizirano vmes, čeprav bi moralo biti analogno čist od začetka do konca. Ne? Ni bilo. Te remasteri znajo zveneti dobro, znajo zveneti pa tudi mogoče ne toliko dobro. Ne? Do česa pride? Ne? Če si navajen na en zvok, recimo pri Beatlih, bom dal ta primer, ker sem jaz to zaznal pri Beatlih, in so naredili, ker so bili najprej monoposnetki, zmasterizirani mono, tiste zvenelo fenomenalno. Potem so naredili stereo verzijo in tista stereo verzija je bila taka, da si imel vokal na eni strani, pa pol bobne na drugi strani. To je bilo grozen. To se ni dalo poslušati. Ne? No, pa so pa spet naredili nov remaster, ne, kjer je bilo pač vse ok, pravilno razporejeno z vokalom, pa vse to, ne, ampak je bilo pa ful glasno. In meni Beatli, glede na to, v katerem časovnem obdobju so delovali, meni ne sede, da je to zelo glasno. To pač mora biti v tistem časovnem obdobju. Ampak to sem pa tudi taka glasba je, ne? Taka glasba je, ne. In pač, če gledaš glasbo skozi prizmo trenutka, v katerem je nastala, ne, da ti to tudi pomeni en del uživanja pri tem, da se zavedaš, wow, so se mogli pa res potruditi, da so to naredili, ker takrat ni bilo tega, pa tega, pa tega. Ne. Potem remaster po mojem nima smisla. Ne. Ja. Če je pa remaster bil narejen zaradi tega, da boš nove poslušalce pritegnil, torej nekoga, ki je navajen na bolj modern zvok in ne pozna tega starega zvoka in ga tudi ne zanima, potem pa go for it. Ker bo verjetno zvenelo bolje tistemu, kateremu je to namenjeno. Ne? Ja, čeprav ne, če še enkrat Daisy-ja quotam, tam je zelo ostalo v spominu, on je rekel, da ko producira v pesmi, je to zapis v času in prostoru. Ne? No, ja.
Ampak potem remastering, ne? Se pravim, to sem omenil prej. Ja. Če je remastering narejen, odvisno s kakšnim namenom je bil narejen. Ne? Jaz sem malo razmišljal, da mogoče bi bil dober razlog tudi recimo bolj moderna oprema, skozi katero lahko mi poslušamo glasbo. Ne? Tako je. No, ki omogoča širši... Nisem toliko jasno povedal. Ja. Ne? Pač ta starejši posnetki so tudi bili narejeni, ne? Zmasterizirani za tisto opremo, ki je takrat bila na voljo ljudem. Zato so nekatere frekvence mogoče bolj poudarjene, ne? So base bolj poudarili, ki jih ni bilo na tistih zvočnikih, ne pa visoke tone, ne? Ki jih ni bilo. Ne? Potem drugi aspekt je, da je mogoče zelo veliko šuma na teh masterih gor, ne? Ker se je pač prenesel iz tejpa, ne? Ker to je bilo več generacij tejpov, preden je to prišlo na LP gor. Ne? Lahko je bilo več generacij. In pač to se danes da zelo dobro odstraniti s primernimi orodji, če ne pretiravaš, in ja, potem pač ni tistega šuma v ozadju. Ne? Ja. Da združiva umetno inteligenco in remastering. Ne? Ali prvo kot prvo, ali se remastering dela na že masteriziranih zadevah ali se dela na miksih? Če imaš dostop do miksov, seveda delaš na miksih vedno, ker pač master ja, makes no sense. Ja. Okay. In zdaj umetna inteligenca bi pa tukaj recimo prišla lahko prav zaradi tega, ker pač zvok je zapečen v un miks. Tukaj bi verjetno lahko uporabljal AI, da razume, kaj od zapisa je šum, kaj od zapisa je glasba. Drži. In tudi konec koncev, če bi hotel narediti remix, pa recimo imaš tok star file, da nimaš več dostopa do posameznih trackov, posameznih posnetkov, lahko z umetno inteligenco ti zdaj že ločaš. Ja, res je. Inštrumente med sabo. To, ki je perfektna. Mislim, skoraj perfektna. No. Ja. In jaz upam, da je to prihodnost umetne inteligence v glasbi. Jaz mislim, da je. Ker še vedno smo pač ljudje človeški in pač orodja. Mislim, umetna inteligenca je konec koncev orodje. Tukaj bi res pri umetni inteligenci omenil eno stvar. Ne? Jaz sem imel priložnost biti na enem projektu, kjer se je raziskovalo ločevanje govora človeškega od umetne inteligence. In to je bil zelo zanimiv projekt, ki ga je AGRFT imel čez. In jaz sem bil zadolžen za mastering teh posnetkov. To pomeni, da sem moral žive posnetke približati tistim umetne inteligence. Torej, isti govorec je bil v umetni inteligenci, pa potem živo in je povedal isti stavek. In ti si ga mogel narediti čim bolj podobno? Jaz sem moral narediti čim bolj, poslabšati sem mogel v bistvu te posnetke. To, kar sem jaz res potem razumel, kako te engine za govor umetne inteligence, vsaj tisti, s katerimi so oni to delali, to so bili neki open source pa tako naprej, pa tudi neki komercialni, slovenski, vsi. Sem videl, da tukaj je cel kup enih zanimivih algoritmov verjetno zadej, ker sem mogel uporabiti res take zadeve, ki jih nikoli ne bi uporabil v masteringu. Mene se je srce paralo, ko sem to delal, ker sem mogel v bistvu delati ravno kontra stvar, ki jo ponovno delam. Ne. Torej, moral sem poslabšati posnetke, da bi jih zboljšal. No, in ti posnetki so potem bili dostopni ljudem, da so delali anketo in ja, 50-50 je bilo približno. 50% ljudi je prepoznal, 50% pa ne. No, good job, ne? Hvala. Ampak, a se da to kje videti? Bilo je še dosegljivo na enem linku. Ja. Mogoče lahko dava spodaj pol na YouTubeu. To bi bilo super. Upam, da je še, ker je ta raziskava bila potem zaključena, so pa rezultati te raziskave. Ne, to bi me pa zelo zanimalo in mislim, da bo tudi marsikoga drugega zanimalo. Bova poskrbela. Ok. Približujeva se koncu, pa bi za konec rad še vprašal, ta podcast je nasveten tudi za tiste, ki ga poslušajo. Kako se lahko nekdo uči masteringa danes? Torej, da rečeva, da se ne rab učiti na način, kakor si ti, torej, da si remaster vplete, ne? Kaj bi ti
Pa vem, da si rekel, da tudi treba veliko glasbe poslušati in tako. Tako. Ampak, other than that, a imaš še kakšen nasvet za nekoga? Jaz bi rekel, da največ se naučiš, da greš k nekomu, ki to počne. In da ti pomaga pri tem, da te nauči, da preda svoje znanje. Ne? Seveda na YouTubeu obstaja cel kup nekih posnetkov. Eni so v redu, drugi mogoče malo, niti ne toliko. Tam se da kaj naučiti, ampak opozarjam pa na eno stvar. Ti YouTube posnetki napeljujejo k temu, da obstajajo neki točno določeni načini, kako priti do dobrega zvoka. Ali pa da obstaja samo en način. To ne drži. Teh načinov je ogromno lahko. Ne? In tukaj smo pri tistem, ko smo se umetne inteligence dotikala. Ne? Pač, če se boš držal vedno enega istega recepta, ne? To je tako, kot da bi presete uporabljal v pluginih. Ja. Vedno iste presete, boš imel vedno isti sound. Ne? In ta sound ne paše vedno na čisto vsak komad. Ne. Tudi konc koncev že to, kar oni kažejo na YouTubu. Tako. Probate treba. Vzamite si čas, sedite se za računalnik, za karkoli že, eksperimentirajte. Ne. Začnite z presetom, ni nič narobe s tem. Potem pa ta preset pozabiti, pa nekaj svojega nastaviti gor iz nule. From scratch. From scratch, da probaš priti do tistega, kar je bil preset nastavljeno. Ne. Potem spoznaš, kako deluje tvoj plugin in iz tega potem veš točno, kaj moraš narediti. Ne. Običajno je pri ljudeh, jaz, ki sem še delal v studiu, pa sem imel vajence, ne, pa sem jim razlagal kakšne stvari, največ težav sem imel s kompresorjem, ker niso razumeli čisto dobro, zakaj. Kompresor je grozno močno orodje za oblikovanje zvoka. Ja, tudi težko ga je slišati na začetku. Ne. Ja, tudi to. Ne. In sem rekel, sedite se, vrte gumbe malo. Ne, pa enega naenkrat, pa poslušajte, kaj se dogaja. Ne, in potem se ti počasi uho navadi in povežeš tisto, kar slišiš z nečem, kar je gor. Jaz bi rekel to, predvsem veliko trenirati, veliko vaditi, pa navaditi se na to, na to opremo, ki jo imaš. Če nimaš perfektne opreme, pač delaj s tistim, kar imaš. Ne, tisto poznaš, če spoznaš dobro, ne menjati zvočnikov na vsakih, 2 leti ali pa leto, ko pač nabereš malo več denarja, pa tiste prodaš, pa zamenjaš, ker pa boš rabo spet pol leta, so še navadno tisti na zvok. Seveda. To je slabo. A zdaj imaš kakšnega vajenca? Koga učiš? Ne. Pa bi bil pripravljen koga vzeti? Ja, to je vprašanje. Mislim, bi bil, zavisi od navdušenja, bom tako rekel. Od entuzijazma. Od entuzijazma, ja. Ok. Za konec bi te vprašal še, v bistvu deva ne še čist končati, ker bi te vprašal še eno zadevo, pol pa te bom za konec vprašal še eno zadevo. Nekdo, ki ni v masteringu, pa se vseeno ukvarja z glasbo, naj bo to glasbenik sam, ali pa producent, ali pa nekdo, ki miksa, ali pa nekdo, ki snema. Kaj lahko te ljudje odnesejo od tega, da vejo, kako mastering deluje? Torej, sprašujem, kaj lahko odnesejo od tega, da se naučijo masteringa? A dejansko jim to prav pride? Ja, pač mix bodo, če govorimo o mixing inženirju, zdaj različni načini dela so pri mixing inženirjih, ampak seveda jim pomaga, ker bodo lahko svoj mix oblikovali v neko tisto smer, ki je pričakovana, da bo potem prišla ven pri masterju. Kaj se zgodi včasih? Včasih se zgodi, da dobim kakšen mix, iz katerega ne morem veliko narediti. In ga moram poslati nazaj. In ga pošljem z navodili. Točno povem, naredi to, pa to, pa to, pa to. Potem je pa pošli. Pa pride druga verzija, pa mogoče še vedno ni. Pa rečem, daj tam še malo, tisto zadevo. Potem pa rečem, ok, zdaj pa bo. Skoraj nikoli ne delam stem masteringa, da pojasnim, kaj je stem mastering. To je, da bi imel več multitrackov in iz njih delal. To je praktično mixing, če mene vprašaš, to ni mastering. No, in če tak mixing inženir zna, ima to
v ušesih noter, da približno ve, kaj bo potem iz masterja ven prišlo. Bo znal ta miks narediti tako dobro, da bom jaz rekel, bravo, to je to. Da je tailored to the process. To. In lahko se zgodi tudi, se mi je že zgodilo, da so prišli miksi, na katerih nisem rabil narediti nič. In sem rekel, lej, jaz bom tukaj pustil tako, kaj je, tle bom sem malo, ne vem, tam pri 18 kHz malo dvignil, pa nekaj bom tam naredil malega. And that's it. Se zgodi. Torej bi rekel, da je to neke vrste cilj oziroma tak ekstremen dosežek za mixing inženirja in producenta in to, ampak hkrati jaz, če bi mi to ratal, bi ti vsem poslal, master. Hvala. Zaradi tega, ker vse je še nekaj. Končen pogled nekoga tretjega na neki izdelek, to je tako, ne vem, nekdo napiše knjigo, pa je da nekomu lektorirati, ne? Recimo, ali pa, ne vem, v kuhinji, jaz zelo rad mastering primerjam s kuhinjo konc koncev, kad ti skuhaš nekaj, ne? In imaš super zelenjavco, ne? To so v bistvu inštrumenti pa glasbeniki, ne? In pa, ki jih da nek kuhar noter v lonc in jih nareže in jih da v nekem razmerju, da super to izpade, ne? No, to je mixing inženir. Potem je pa tist na konc, ki začimbe dodaja, ne? Kad to proba prav, manjka tole, pa tole, pa tole. In da tiste 3 začimce noter pomeša, pustiš na uni temperaturi tam in potem je, zdaj je pa to res ta pravo. Ta je lepa prispodoba. Sem najprej mislil, da boš rekel, da je mastering potem prezentacija krožnika. Ne. Ampak kar si rekel, mi je bilo bolj všeč. Okay. Zdaj pa greva na predzadnje vprašanje. Rad bi se nazaj vrnil k tebi kot audiofilu, kot si rekel. Slišal sem od enega vira, kar povedal od mojega očeta, ki tudi s tabo sodeluje, in je tudi velik entuzijast glede recimo gramofonov in vinilk in tega, in on mi je zadnjič po telefonu povedal z nekim največjim navdušenjem, kakšno imaš ti doma opremo, da sta se nekega dne to pogovarjala in koliko si ti vzel časa za to, da si tam vzpostavil neko tako kraljestvo popolnega zvoka. A bi mi malo povedal o tem? To zgodbo. Mislim pa tudi tako, kaj imaš doma? Zdaj me to zanima. To je zdaj taka neka... Kje naj začnem? Od malih nog me navdušuje kvaliteta zvoka, ne? In sem se vedno želel imeti takrat, se je temu reklo zvočni stolp, ne? V mojih malih letih, ne? Mi tega doma nismo imeli, mi smo gramofon, iskrin z zvočniki in tako naprej. No, in enkrat sem slišal tak zvočni stolp pri nekomu in sem rekel, wow, koliko je to razlike, ne? Mislim, jaz bi tudi to imel, ne? In pol seveda, ni bilo denarja, ni bilo tega, ni bilo unga, ampak počas pa prideš do tega, ne? Ko začneš malo delati, pa si študent, pa nabereš denarja, pa si najprej kupiš eno stvar, pa pol drugo, pa tretjo in tako dalje. In to postopoma naberaš. Jaz sem svoj hi-fi sistem, pa tudi studio za mastering, da se razumemo, ne? Sestavljal 30 let, ali pa 25, ne? Postopoma, počasi in načrtno. Točno sem vedel, kaj hočem, kje je moj cilj, do česa želim prideti in pač, katere so te stopničke, da bom to dosegel. Se mi nasmešek kar gor, da se spomnim svojega zvoka, ki ga lahko tam reproduciram. Velik navdušen sem nad LP-kami, imam lepo zbirko v tisočih, ne rad poslušam to, tudi CD-jev imam grozno veliko, tudi rad to poslušam. In tudi pri CD-playerjih so razlike, velike. Največje razlike so pri zvočnikih, pa pri gramofonih. Tukaj pa največja razlika. Neki malega porečevalcih. Če že moram povedati, kaj imam doma, ne? Najbolj sem ponosen na Kuzmin gramofon. To je nekaj, kar mi je tako my pride and joy, do katerega sem prišel šele v poznejših, zrelejših letih. In gramofonsko odjemno dozo, ki je izjemna, to je Microbenz S, potem gre to v en Musical Fidelity predojčevalnik za gramofon, ki sem ga jaz predelal,
drug napajalnik je mečken enot predelan. To gre potem v 4 monobloke in iz teh monoblokov v sub, oziroma tako gre signalja iz preampa v sub, iz suba v 4 monobloke. Torej en monoblok je za levi mid, pa en monoblok za levi high in za desno isto. Zvočniki hi-fi so Spenderjevi, to je angleški proizvajalec, in jaz tudi poslušam vse svoje mastere na tem sistemu tudi, ne poleg tistega drugega. To je vse v istem prostoru praktično, samo na drugi strani. Se samo zasukam, pa ja. No, lej, jaz zdaj, ko si to razlagal, to je bilo, kakor da bi poslušal nekoga, ki fulrat šaufa avte ali pa nekaj taska, kako je vse to super. Vse vem, malo je bilo geekovsko to. Ne, ampak meni je to super. Jaz se tako recimo do kitar počutam ali pa tudi konc koncev. Vidiš. Recimo tle z Aleksom rada sline cediva glede studijske opreme in takih stvari. To je vse to. Z veseljem bi kdaj prišel to zadevo pogledati, če bo možnost. Pridi. Ok, hvala ti, Boštjan. Zdaj pa, čisto za zaključek, pridemo do naše klasike, to je The Red Light Question. Tukaj vedno zaključimo epizodo na isti način in ker je naš logo oziroma slogan razgalimo glasbeno industrijo do golega, je zadnje vprašanje vedno to, ali bi delil z nami oziroma s poslušalci nekaj, kar se v javnosti ne govori, kar je neka skrivnost naše industrije, in bi bilo mogoče dobro, da bi tudi se izvedlo. Tako. Vse smo se dotaknili malo tega. Ne? Tako. A je še kaj tazga, kar smo mogoče ja, pozabili? V bistvu dotaknil bi se še enkrat oziroma poudaril bi to. Ne? Ta loudness wars, ne padati na to mino, res. Vsi imamo doma, ko poslušamo nekje gumb, ki piše gor volume, glasnost. Če hočeš bolj na glas poslušati, obrni tist, pa poslušaj bolj na glas. Ne stremeti k temu, da bojo tvoji komadi glasni, pa potem bojo izgubili na duši. Ker, kot smo že prej rekli, vse platforme normalizirajo -14, -16, -18, -13 decibelov LFSI in takrat se izgubijo te stvari. Ko bo nekdo delal master, če ga boste delali sami, če ga bom delal jaz, vam bom to razložil in povedal in tudi demonstriral. Naredite mikse oziroma masterje svojih komadov tako, ki jih začutite, da je prav. Če začutite, da mora to butati do konca, pa da je vse zlimitirano, ja, kakšnim komadom to paše, kakšnim pa ne. To je to, kar bi rekel. Ok. Najlepša hvala, Boštjan. Hvala ti, Maj. Mi se pa poslušamo naslednjič. Živijo.